dan, pozdravljeni v Delovem podcastu o politiki. Z vami sva Barbara Eržen in Suzana Kos. Z nama v studiu pa danes nekdanja političarka, direktorica odvetniške pisarne, nekdanja predsednica LDS Katarina Kresal. Najlepša hvala, da ste prišli. Hvala vama za povabilo. No, najprej še malo preberem, kaj vse počnete zdaj, potem ko ste šli iz politike. Sovodite Evropski center za reševanje sporov, z gospodom Alešem Zalarjem ste ga ustanovila. Ste tudi skoraj polovična lastnica odvetniške pisarne Senica, ki je članica globalne družbe Anderson Global, ki v 174 državah po vsem svetu nudi pravno in davčno svetovanje. Gre za najhitreje rastoče svetovalno podjetje v svoji panogi na svetu in znotraj te globalne družbe koordinirate regijo Srednje in Vzhodne Evrope. Ste članica Evropskega in Svetovnega upravnega odbora in v njem tudi edina predstavnica iz Evrope. Smo povedali vse? Vse drži. Več kot desetletje torej niste več v politiki, iz funkcije predsednice LDS ste odstopili 2011, še vedno pa spremljate dogajanje politike. Kako vidite trenutne razmere? Lahko vlečete kakšne usporednice s takratnim dogajanjem, ko ste bili aktivni? Ja, 11 let je že, odkar sem ven in vseh teh 11 let lahko ves čas vlečem paralele. Malo sem gledala, kako se menjajo predsedniki vlad in s tem vlade, vedno hitrejši tempo imamo. Ne? Mislim, da je najdlje zdržala Cerarjeva vlada, potem smo imeli pa 2 leti, pa 1 leto. To je zelo nestabilno okolje za eno državo, da se dobro razvija, da se razvija in kot družba, in kot gospodarstvo. Vidim, da se vedno bolj krajša čas, ko se začne že v medijih iskati novega premierja. Zdaj se že v leto in pol imamo novo vlado, pa že iščemo novega premierja. To je vse zelo podobno, vse je zelo povezano z seveda načinom vodenja, stilom vodenja, s komunikacijo predsednikov vlad. Ampak o tem bomo govorili kasneje, ker imamo tudi vprašanje na to temo. Pripravljena Barbara vas je namenoma vprašala za usporednico. Ravno zaradi tega tedna. Ja, ravno zaradi tega tedna. Paralele lahko vlečemo tudi z delovanjem Komisije za preprečevanje korupcije, ki tudi pri vas osebno krojila kar precej dogajanje. Vi ste kot notranja ministrica zaradi mnenja KPK in tudi Računskega sodišča odstopili zaradi takratnega najema stavbe za Nacionalni preiskovalni urad. Kako vidite zadevo zdaj po vseh teh letih? Zadeva se je sicer končala tudi sodbo na sodišču in sicer oprostili so vašega takratnega državnega sekretarja Damjana Laha z oprostilno sodbo. Ja. No, najprej lahko ugotovim, da sem bila ena in edina, ki je odstopila iz načelnih razlogov. To mnenje KPK je bilo načelno mnenje, ki me sploh ni omenjalo nikjer. Ne? Ampak če si ti šef nekega ministrstva, če nekdo podvomi v to, kako so se postopki peljali, prav da prevzameš odgovornost, mislim, da ni bilo nikogar za mano, ki bi naredil nekaj takega podobnega. Še ena zanimiva stvar je pa tudi, da sem bila edini politik, ki mu je bila odvzeta možnost, da bi to mnenje spodbijal pred sodiščem. Vsi za mano, ki so šli, so to lahko naredili, recimo Bratuškova, pa Janković, pa mislim, da tudi zadeve so tudi padale. Janša in vse zadeve so padale. No, meni so to možnost odvzeli, ker je bil še pač takrat v veljavi en tak zelo nedodelan zakon, kar so vsi vedeli, seveda. Ne? In sem zelo prav prišlo, da so se obesili na en člen in so rekli, ne, zoper to načelno mnenje pa se ne da vložiti nobenega pravnega sredstva. Jaz vas bom povlekla spet nazaj v teden, ki je za nami. Sprašujemo vas za KPK tudi zaradi tega, ker je prvak SDS Janez Janša protikorupcijsko komisijo označil kot politični organ, ki ga uporablja levica z malom, ko hoče menjati predsednika vlade. Vidite vi protikorupcijsko komisijo kot politični organ? To ni politični organ, to je državni organ, ki pa ima zelo pomembno funkcijo v državi.
Naj bi sicer bil bolj namenjen pač dvigovanju zavesti o tem, kaj je korupcija, kaj ni korupcija, o izpopolnjevanju nekih standardov transparentnosti, uvajanju odgovornosti v politiko, pa tudi v druge dejavnosti. To je bolj torej nek organ, ki naj bi delal na dobrih praksah. Ima seveda tudi določene inšpekcijske lastnosti, ampak vendarle njegova vloga je podučevanje, dvigovanje nivo etike, politične kulture v državi. Pri nas je nekako dobil kar drugačno funkcijo. To ni sodni organ, pa se ga jemlje, v javnosti se ga jemlje kot organ, ki je že presodil, da je nekdo kriv. Seveda, to ima hude posledice. Lahko zato bi bilo treba biti previden pri vsakih takih javnih izjavah in tako na strani organov, kot tistih, ki jih komentirajo, zato ker načeloma sploh o korupciji izreka načelna mnenja, pregon vodijo drugi organi. In kot smo videli, velikokrat mnenja, stališča potem ne dobijo podpore na sodišču. Pri nas se je pa to kar nekako vzelo zdaj, ker je pač KPK lahko hitreje odloči, te postopki so popolnoma drugačni, kot so sodni, z drugačnimi varovalkami, ker se to hitro dogaja, kar je seveda všečno javnosti, je pač kot vzeto kot res zadnje kredibilno mnenje in to verjetno ni dobro. Po drugi strani pa seveda to ne pomeni, da tega ne smeš, da ti ni treba tega spoštovati ali pa da zminimaliziraš vlogo takega organa. Mi ga moramo imeti glede na mednarodne standarde, na mednarodna pravila, je to nekaj dobrega. Bi se pa morali vsi skupaj zavedati, da neko načelno mnenje, neka ocena tega organa, ki ni sodni organ, ne pomeni obsodbe korupcije. Sploh nekega politika, kjer so lahko posledice daljnosežne in se jih mogoče sploh ne da odpraviti. Vseeno, vlade so že padele zaradi mnenj. Ja, vlade, ministri. Tudi v SDS je mogoče slišati tudi neko pričakovanje, da bi se lahko tej vladi zgodilo nekaj podobnega, kot se je vladi Boruta Pahorja. Predčasne volitve, potem, ko sta pravzaprav koalicijski partnerici, torej LDS in Zares, zahtevali rekonstrukcijo brez tabujev, kar je takrat pomenilo tudi možnost zamenjavo premierja. Malenkost drugače je bilo. Iz naše vlade je najprej odšel Desus, potem je odšel še Zares. LDS je bil edini, ki je vztrajal v koaliciji. Enostavno zato, ker se nam ni zdelo pravilno in korektno rušiti svoje lastne vlade, ki smo konec koncev gradili skupaj, ker smo prevzeli neko odgovornost, smo prevzeli neka določena mesta in smo rekli, da se mi takega destruktivizma ne gremo, da to pač ni stvar zdaj politične kalkulacije, kako jo boš bolje odnesel potem na naslednjih volitvah, smo ostali zraven in seveda je bilo treba narediti rekonstrukcijo, ker smo izgubili polovico ministrov. Takrat nam je skoraj uspelo. Verjetno bi se stvari obrnile povsem drugače, verjetno bi danes politična srenja bila bistveno drugačna, če bi tam takrat uspelo. Zbrani so bili novi ministri, mislim, da je bila ekipa zelo dobra, ampak potem nam je seveda zmanjkalo nekaj glasov in je pač vse skupaj šlo, kamor je šlo v predčasne volitve in potem vemo, kaj se je zgodilo. Situacija ni povsem enaka tudi zato, ker dobro, tudi vse te vlade, ki so tako zelo monolitne, če imaš ti levo vlado, da nimaš zraven še nekoga, so koalicijske stranke same sebi največji konkurenti. In to ni prav zelo dobro. Bolj, ko se bližajo volitve, bolj to udarja ven. In potem so izstopi iz vlade in potem recimo nepodpora določenim zakonom, en tak način, da se ti promoviraš pred volitvami. Če imaš ti malo bolj mešano vlado, je to vseeno malo drugače. Tako da te vlade so problematične v trenutku, ko koalicijski partnerji ugotovijo, da jim bolj koristi, da začnejo nagajati, kot da so pač konstruktivni partner v neki skupini, kjer so se zavezali s pogodbo in skupnimi cilji. Je zanimiva ta vaša ocena, ker ponavadi recimo vaš tedanji premier Borut Pahor je vse skozi zadnja leta svoje politične kariere pozival k sodelovanju, ne k temu, da se gre prek teh ideoloških meja. Vi ste pa tako tržno ocenili, konkurenčnost na istem političnem polu je škodljiva. Ja, na koncu se vsi borijo za to, da so čim boljši na volitvah in to se začne poznati pri koalicijskih vladah. Drugače, ko smo se pogovarjali s vašimi bivšimi sodelavci,
so rekli, da se jim zdi, da se dogaja Robertu Golobu podobno, kot se je dogajalo vam, da ko se je začel enkrat ta medijski stampedo kritik, sploh ni bilo več pomembno, kaj ste rekli, kaj ste naredili, kaj ste želeli, pač skratka, nič ne bilo ocenjeno kot dobro. Ja. To se, vam ko zdi, da je enkrat to politik podobno? pride v fazo, ko na nekem trenutku ni več všeč javnosti. Karkoli je že pač naredil, ne vem, razlogi od Goloba so povsem drugačni, kot so bili razlogi pri meni ali pri Miru Cerarju, na primer, kjer so se posod dogajali taki strašanski obrati v priljubljenosti nekega politika. In takrat, ko se to obrne čez, je zelo težko ustaviti to, zato ker nihče več ne posluša ne dejstev, ne dokazov, ne pojasnil. Vsebina postane drugotnega pomena. Vsa ta aferaška forma je tako izjemno privlačna za ogromno medijev v resnici in za javnost, da je to tisto, kar prevlada. In iz tega vlaka se stopiti ali pa se izvleči iz te situacije je zelo težko. Najine situacije so neprimerljive, po mojem mnenju, ker jaz sem imela do trenutka, ko so se moji kolegi odločili, da boljš, da me ni več, ne. Že res vrsto izjemno uspešnih projektov speljanih, ki so bili zelo dobro sprejeti. Videlo se je, da delamo tisto, kar smo napovedali, da sledimo nekemu standardu dela. Absolutno nisem odstopala od tega, kar sem napovedala, da bom delala, niti ne vrednostno, ne projektno, tako da dejanska situacija ni enaka. Se je pa v nekem trenutku zgodila stvar, ki je jaz nisem mogla ne napovedati, ne preprečiti, ne na njo vplivati, tako da ni se začelo z NPU-jem. Začelo se je s 3 psi. Dobro, bomo še o tem, kaj rekli, če boste želeli, pa še o drugih zadevah, ki so povezane z vašim partnerjem Mirom Senicom. Ali sem vas prav razumela, ste vi zdaj dejali, da se je vam dogajala krivica, Robertu Golobu pa se ne, ker ni naredil nič? Ne dajem takih vrednostih, primerjala sem dejansko stanje. Zdaj, ena od pomembnih kritik te vlade seveda je, da ni naredila tistega, kar je obljubljala, če se pogledamo samo v zdravstvu. Ampak to ne pomeni, da ta vlada ni naredila stvari, ki so dobre. Samo nihče več ne gleda. Z druge strani očitajo, da govorimo, ni naredila nič. Bodimo natančni, rečemo, ni začela še zdravstvene reforme. Nobeden od zakonov, ki so jih pripravili, recimo 3 zakoni zdravstvene reforme so bili pripravljeni, pa so zdaj bili umaknjeni, tako da hočemo povedati to. So neke ključne točke, ki jih javnost pričakovala, pa se niso zgodile. To ne pomeni, da ta vlada ni delala in da ni sprejela nekaterih dobrih zadev. Ampak te niso več pomembne. To je to, ko govorim, ko se javnost fokusira na tisto, kar ni bilo narejeno, ne pa na tisto, kar je bilo narejeno. Kar je nefer do vsakega politika, ali je to levi ali pa desni. Ampak tako se zgodi. Imate občutek, da če vlečemo zdaj te primerjave, da so se vam mogoče dogajale mogoče krivice, tudi zaradi tega, ker ste bili ženska. Zdi se, da ste bili kdaj, zdaj retrospektivno, še kdaj večkrat na tapeti. Pa govorimo, ne vem, o oblekah, pa tudi, ne vem, o premoženjskem stanju. Recimo pri Uhanih. Moji uhani so Šopingu v Milanu. Šopingu v Milanu. Recimo pri premierju Golobu trenutno se zdi to, da ni več tako velik problem, kot je bil pri vas. Pa se je bilo pri vseh ženskah to problem. Spomnite se tudi Alenke Bratušek. Enostavno je, da bomo dosegli to enakopravnost žensk in moških tudi v politiki, pa na pomembnih pozicijah, bo še nekaj vode preteklo, čeprav se je bistveno spremenilo od mojih časov. In ker je to taka nenavadna zadeva, ženska na taki poziciji, je manevrskega prostora z diskreditacijo mnogo več. Pridejo neke te stari predsodki, ženske so preveč čustvene, ženske so, histerične, ženske so take, bolj jim je pomembno, kako izgledajo, kot kaj drugo. Pač to popolni neki konstrukti ali pa neke izmišljene zadeve, ki so pa stvar
tega, kako družba na to gleda, razmerje med spoloma že dolgo časa. In seveda to mnogo lažje uporabiš proti ženskam. In se kjerkoli, ne samo v Sloveniji, dosledno vedno uporablja pri ženskah. Kako je oblečena, kakšne čevlje ima, zdaj, a je mlada, a ni mlada, a je lepa, a ni lepa. No, pri meni so šli še dlje, se vemo, ne, je bil že partner problem, potem je bila že družina problem in tako naprej. Ne. Mnogo več se dopušča kot kritika o razmerju do žensk, kot pri moških. To je dejstvo, tega se ne da spremeniti, ampak mene to ni še nikoli ustavilo, tako da to politiki meni. Je pa zanimivo, Robert Golob se je obdal, ko je šel na volitve z močnimi ženskami. Stavil je tudi na to karto. Če zdaj pogledamo, kdo je odpadel, koga so se v Gibanju Svoboda pravzaprav odkrižali, so to same močne ženske na nek način. Recimo, če govorimo o Tatjani Bobnar, pa še prej o Marti Kos. Mojca Šetin Spašek, ne? Mojca Šetin Spašek. Tudi na nek način Urška Klakočar Zupančič, ki ni več podpredsednica stranke. Ja. Mogoče zdaj to ni stvar tega, da si ženska, ampak tega, kaj delaš, pa kaj govoriš. Ne? Očitno so bile te ženske zelo močne v svojih stališčih. Samo če Tatjano Bobnar pogledamo, ona je bila zagotovo izjemno načelen in strokoven minister, ki je točno vedela, dokje nek premier lahko gre in dokje ne. In se je tega držala do konca. In seveda, če imaš ti princip vodenja, kjer na tak način ne pristajaš, te bo to izjemno zmotno in s takim človekom ne boš hotel več delati. Ne. In očitno vse ženske, ki ste jih našteli, so bile zelo izrazite v svojih mnenjih, so ga znale povedati, so ga zagovarjale, se niso umaknile za ceno tega, da se morajo podrediti nekomu, ki je prvi v vrsti. Ne. Jaz bolj tukaj vidim problem. No, marsikdo pravi, ko smo se pogovarjali, ko smo se pripravljali na ta podcast, je bilo res veliko pozitivnega odziva in med drugim ocen, da ste bili na nek način pred časom. Recimo, kot ministrica ste zelo veliko sodelovali z nevladniki, kot smo omenili že, upali ste si začeti reševati vprašanje izbrisanih, letos so dobili spomenik v Ljubljani, začeli ste tudi na področju prometne varnosti precejšnje korake, mislim, da ste zelo drastično zvišali kazni za prekrške, ki so jih potem vaši nasledniki znižali. Skratka, kar nekaj pozitivnih stvari vam pripisujejo. Recimo, kako vidite zdaj zadevo z izbrisanimi? Ja, izbrisani, to je en izmed mojih lepših spominov na politiko gotovo, ker saj jaz, ne vem, kako je z drugim, ampak saj jaz sem šla noter zato, da nekaj probam doprinesti v družbi, da nekaj vrnem, da mogoče neke stvari postavim drugače. In izbrisani so bili pri meni naravna stvar, ki je bila takoj zelo visoko v agendi ministrstva, pa bi bila tudi, če ne bi bila na Ministrstvu za notranje zadeve, to je bilo tudi v našem lastnem programu. Neverjetno, da se tega nihče, takrat mislim, da je bilo 18 let, kar se nihče ni dotaknil tega vprašanja, ker zadaj so bili konkretni ljudje s konkretnimi usodami, včasih zelo, zelo nelepimi usodami in enostavno za ceno političnega kapitala tega ne narediš, pa si tam zato. Politika je upravljanje javnih zadev v javno dobro, se ti nisi šel tja za zabavo ali pa delati kariero, ampak zato, da boš neko področje uredil, da bodo vsi boljši živeli. Meni je bilo nepojemljivo, da se tega nihče ni hotel dotakniti, sploh ker, če se spomnite, ena temeljnih vrednot, na katerih sem se jaz vodila našo politiko, je bilo spoštovanje pravne države in človekovih pravic. Mislim, da sem bila celo prva med politiki, ki si je to zadal kot glaven cilj in seveda ne moreš mimo tega. To je bila največja množična kršitev človekovih pravic v povojni Sloveniji. Na vseh forumih mednarodnih so nam to ven potegnili in je bilo iz vseh pogledov potrebno to rešiti takoj in se tak problem lahko rešiš samo, če se ga res takoj rešiš. To je bilo mogoče naslednji mesec, ko sem prišla na ministrstvo, smo začeli delati plan, da se tega rešimo, da to rešimo. In pa smo se izjemno angažirali tudi potem vse do zaključka na Ustavnem sodišču, ko je bil ta cel krog sklenjen in je zadeva obstala in se je lahko začela realizirati. In sem vesela in še danes hodijo ljudje k meni, če me srečajo slučajno, ki jim se zahvalijo za to, da smo bili sposobni narediti ta korak.
ali bi lahko naredili več, vedno lahko narediš tudi več. Na koncu je pa vseeno treba speljati zadevo tako, da se zgodi in da je vsaj do neke mere zadoščeno pravni državi. Policija, ne, pod vašim vodstvom ni uporabljala solzivca, a ne? Drži. Je bila to vaša neka generalna usmeritev kot ministrice, da recimo takrat pod vami so se zgodile v tistem času velike študentske demonstracije pred parlamentom, bile so tudi relativno nasilne, kar nekaj v smislu nekaj razbite, neke materialne škode, solzivca policija takrat ni uporabila. Videli smo ga pa marsikdaj potem, recimo tudi zdaj nazadnje pred demonstracijami pred Rogom. Ja, za mene je to šokantno, katerakoli vlada že je, da ti v razmerah, ki so daleč od izrednih, uporabiš solzivec na svojih lastnih ljudeh. To je pač. Ko da pozabijo, da je policija tam predvsem za varovanje ljudi v tej državi, za njihovo boljše počutje. Ne zato, da jih pač omejuje. Jasno, da skrbi za to, da se pravni red spoštuje. Ampak ne na tak način. Pri nas smo cel mandat, v mojem času smo cel mandat delali res veliko na dvigu zavesti, ne, kako je treba delati z ljudmi. Mi smo imeli treninge, izobraževanja, sporočja človekovih pravic, sporočja tega, kako je treba komunicirati z ljudmi. Takrat smo tudi prvič res na prioriteto postavili, na primer, pregon nasilja v družini, pa popolna netoleranca nasilja zaradi recimo osebnih lastnosti, kot je na primer, spolna preferenca in podobno. Tega se policija preutepala, nihče se s tem ni ukvarjal. In to so bile neke zelo, zelo mehke zadeve, seveda zelo povezane z človekovimi pravicami, ki jih je naenkrat smo jo začeli sistematično uvajati v policijo in to se je izjemno poznalo. Tudi je bilo dobro sprejeto, moram reči, ni bilo nekega hudega odpora v tem organu in seveda vse tudi, ko prije do nemirov, so bile vedno splošne usmeritve, treba je pač spoštovati človeka, minimalna sila, če se da zadeve doseči drugače. In ena od stvari, na katere sem tudi ponosna, je, da je pač policija tiste proteste takrat speljala na tak dostojanstven način, da nihče ni bil poškodovan, nihče ni bil napaden, nikogar niso ne s solzivcem, ne z vodnim topom, ne s pendrekom, ne s čemarkoli drugim napadli. In zadeve so se v resnici na koncu pomirile in ohladile bistveno prej, kot zdaj, ko smo videli kasnejša leta, ko so pač to naredili kot pravi represivni organ. Kako pa sicer gledate poteze vaših naslednikov na čelu notranjega ministrstva? Velikokrat je bilo slišati ocene, da gre pravzaprav na nek način za policijske ministre. Tudi v zadnjih 2 mandatih, še posebej pod vodstvom Aleša Hojsa in zdaj Boštjana Poklukarja, številna pričevanja o vmešavanju ministrov, politikov v policijo. Prva stvar, ki jo mora vsak minister razumeti, je, da seveda nima vstopa v operativo policije. Verjamem, da ima vsaka vlada vsaj malo neke želje, da bi nekaj vplivala, tako kot vedno hoče malo vplivati na medije. Seveda se tisto, kar te lahko postavi v slabo luč, ampak temu se je treba upreti. Zato je pač, sem jaz bila zelo vesela, ko je premier Golob postavil Tatjano Bobnar za notranjo ministrico, ki jo pač poznam še iz časov, ko je bila namestnica šefa policije v mojem mandatu, ker gre za pač izjemno izobraženo in razgledano pravnico, ki pač ve, kje so meje. To je nakazovalo nek drug način vodenja policije. Nažalost se je končalo, kot se je končalo, ne bi bilo treba in je škoda. Kar se je pa pred tem dogajalo, je bilo pa zame nepojemljivo. Način, kako je pravzaprav so ministri neposredno dajali navodila policiji, kako so kaznovali tiste, ki so delali po svoji glavi, ki se niso sledili direktnim navodilom. Treba je razumeti, minister daje generalne usmeritve. Minister nikoli ne sme dati navodila, kako se bo neka konkretna zadeva reševala, kako se bo nek človek v nekem postopku obravnaval. To so pač nedopustni posegi v delo policije. A dajete Tatjani Bobnar prav pri tem, kar počne? Zdaj pravi, da želi doseči to, da se ve, dokot lahko politika gre in odkot ne sme več.
Ker nekateri, recimo te, ki branijo Roberta Goloba, pravijo, da v bistvu pri tej zadevi, aferi Bobnar, gre samo še za njeno osebno maščevanje, zaradi tega, ker je mogla oditi z ministrskega mesta. Niso stvari tako enostavne. Tudi, kolikor jaz poznam, pač ne funkcionira na tak binaren način, ampak v tej zgodbi je bilo veliko stvari rečenih. V eno in v drugo smer. Verjetno bi se oba lahko malo zadržala pri tem, ko pač nekako dajeta na plano, kar se je dogajalo, ampak sej gospa Bobnar se je pač odločila sama, da gre. Se lahko bi sklonila glavo, pa spremenila način dela, pa ostala na svojem delovnem mestu. Kot sem rekla že prej, to pač ni ne v njenem karakterju, ne v njeni pravni vzgoji. In v resnici minister za notranje zadeve mora biti tak. Še eno vprašanje, ki so ga zdaj, ko smo se pogovarjali, pripravljali ta intervju, zastavili pravzaprav vsi, vas še mika pridati nazaj v politiko? Vas je kdo skušal od teh številnih novih obrazov zvleči nazaj? To vprašanje se pogosto pojavi, res je, ljudi zanima, da se jim zdela zanimiv faktor, dokler sem bila še notri. Priznam, da danes ne razmišljam o tem. Imam, kot ste prebrali na začetku, ogromno res velikih izzivov. Koliko ur ima vaš dan, kdaj lahko vse to počnete? Včasih si zvečer rečem, a pa je res treba iti spat. Lahko še kakšno uro podaljšam. Je veliko, je včasih mogoče tudi preveč, ampak jaz sem človek izzivov, jaz rada gradim nove zadeve. Zdaj mi je sploh všeč, ker delam na globalnem nivoju, to je nekaj čist drugega, kot biti na lokalnem. Toda trenutno res ne razmišljamo o neki aktivni vrnitvi. So me na različne načine že vabili, ampak sem vedno rekla ne, zato sem še vedno na drugi strani. Vprašamo, kdo ne boste povedali. Ne, jaz seveda ne. Super. Kar smo omenili že na začetku, že za čase svojega ministrovanja ste bili pred časom glede recimo sodelovanja z nevladniki. To sodelovanje menda poteka še zdaj, bi povedali kaj več o tem? Nevladniki, to je pa nekaj, kar ne vem, zakaj večina politikov jemlje kot neko nujno zlo, ali pa saj ministrov, in kot nekaj, kar je v nasprotju z njimi, ampak nevladne organizacije pokrivajo en velik prazen prostor, kjer država ne more vstopati, ker je pač ima preveč vsega. In so sploh na tistih področjih, na katerih sem jaz delala, recimo na področju tega preprečevanja nasilja, pa te neenakosti in tako naprej, so bile pa tudi prometne varnosti, moram reči. Izjemno dobra društva, nevladne organizacije, ki so ogromno vedeli. In mi smo to avtomatično, praktično, ko smo začeli z raznimi zakonodajnimi postopki, smo vedno povabili zraven NGO-je, ampak to na začetku, ne potem, ko je bil zakon že spisan, na začetku, da se je opravila razprava, da so se izmenjala stališča, da ti veš, mogoče, kje so pa sive liste, ki se jih ne zavedaš na ministrski funkciji. In seveda so, ker ne živiš tega v realnem življenju in ti morajo to ljudje povedati. In potem so bile nevladne organizacije ves čas postopka zraven. Vse to ne pomeni, da so bile na koncu absolutno zadovoljne. Mi smo pač tudi imeli svoje mnenje, kaj je primerno, kaj ni primerno, da gre v zakon, smo tudi imeli kakšno kritiko, ampak generalno je bilo to sodelovanje na koncu prineslo mnogo boljšo zakonodajo ali pa mnogo boljše akcije. Ampak zdaj povejte še. Kako je zdaj? In kako je bilo recimo imeti... Ker me vrnejo taka vprašanja, pa se spomnim lepih stvari, če predgovori. Skratka, nevladne organizacije so pomemben del družbe in včasih premaknejo stvari, ki jih drugi ne morejo. Zato mi pač tudi kot velika odvetniška pisarna Senica, mi smo že skoraj 40 let na trgu, večino časa smo nekje pač vedno na vrhu. Imamo 60 ljudi, ki so tam delajo in imamo zelo močno razvit ta občutek te, bom rekla, in družbene in etične pripadnosti. Tako da pogosto priskočimo na pravno pomoč različnim nevladnim organizacijam, društvom, pri pisanjih zakonov, pri raznih pobudah pravnih. In to računate? Praviloma ne. Ogromno naredimo pro bono, tudi sicer ogromno naredimo pro bono, ne samo za nevladnimi organizacijami. So kakšna področja, kjer enostavno se nam ljudje oglasijo, pa ocenimo, da bi bilo res nefer, da bi človek ostal brez pravne pomoči, pa skočimo notri. Potem imamo lastno fundacijo, Parus, že od leta 2006, mislim, da, ki smo v resnici
še zadnja resna inštitucija, ki štipendira pravne študente, da študirajo v tujini. In edini pogoj, ki ga imamo ob tem, je, da se za 3 leta vrnejo v državo. Ne k nam, v državo. Da prinesejo tisto znanje nazaj, da nekaj vrnejo nazaj v družbi. Slišala sem, da je bil tam, kjer imate pisarno, sedež pisarne med 2. svetovno vojno, sedež Gestapa, je to res? Ja, drži. Kaj je že bil general Rezner, kako se je pisal. Najprej je bil italijanski štab, potem je bil nemški štab, no potem je pa to prevzela, mislim, da vlada, na koncu zadnje, kar je bilo notri, je bila po mojem ta služba za pravosodje, mislim, da je bila, potem pa je bila stavba denacionalizirana, denacionalizirana, torej privatizirana nazaj, so jo dobili nazaj naslednik od gospoda Vrhunca, katerega je bila, no potem smo pa mi odkupili. Mogoče, če greva zdaj če smo glih tako pripeljali na odvetniško pisarno, sama ste, kot je Suzana omenila, 46% lastnica, vaš partner Miro Senica pa le še 4,5% lastnik. Zakaj se ta prenos lastniškega deleža zgodil? Nikoli se mi zdi, da ni bil nikoli čisto pravzaprav pojasnen. Miro vedno reče, kar se jaz sicer ne strinjam z njim, ne. Reče, jaz sem preteklost, ti si prihodnost. Ampak jaz sem preteklost, na kateri vi gradite. Skratka, nas pri takšnih družbah, kot smo mi, je pač pomembno nasledstvo. Ti pač moraš skrbeti za neko kontinuiteto. Pač Miro v nekem trenutku, ne, vendarle je malenko starejši od mene, ne, se bo pač mu ne bo ljubilo več dnevno ukvarjati z temi zadevami in ta tranzicija se je pri nas začela že kar nekaj časa nazaj. Če je bila to najprej popolnoma družinska firma, ne, če tako rečemo, Miro je ustanovitelj daljnega leta 86, pa je potem... Sedež pisarne na Komenska, tako RTV. Ja, res je, tam je začel, zelo hitro zrastel in pravzaprav začel je na Trubarjevi. Z eno majhno sobico z 2 stoloma. Ti si se ne spomnim. Potem je pa šel na Komenskega, tam še mene ni bilo, no potem so se pa preselili na Barjansko in smo že tam. No in takoj, ko je seveda zakon omogočil, tega še ni tako dolgo nazaj, da so odvetniške pisarne organizirane tudi kot pač DOO-ji, smo seveda to naredili in začeli jemati od partnerjev. Tako da, če ste pogledali register, je več partnerjev. To pomeni, da je... Več partnerjev, ampak vi ste pač 46%. Jaz sem pač največji. 45% lastnica, ne. Ker nekateri mediji so povezovali to prenos lastništva, se veste s čim, z določenimi postopki, ki so potekali, verjetno še nekateri potekajo proti gospodu Senici. Ampak ni nobene logike, zakaj bi to bilo. Miro še vedno ima svoj delež noter. Gre za to, da pač v nekem trenutku se ne bo želel več ukvarjati z upravljanjem te družbe in jaz imam še milijardo idej, kaj še vse bi naredili. Pa tudi konec imamo še 3. direktorja, nisva samo mi 2, 3 smo, ki vodimo to pisarno. Rekli ste, da gospod Miro Senica pravi, da je prihodnost ženska, ali pa vsaj... To bi moj zlozen. Prihodnost je ženskega spola. Veste, kaj me je zmotilo, pri tem, ko smo se pripravljali na ta podcast, zmotilo, ali pa ne vem, vas bom prosila za pojasnilo. Nekje imate objavljeno na Twitterju, ali ne vem, kje je neko napoved, razprave o vlogi žensk pri reševanju konfliktov. Ne vidim tukaj pomembnosti spola tistega, ki se ukvarja z reševanjem konfliktov. Ali je ta pomembnost dejanska, ali je to samo pač neki proforma, da se boste zbrali ženske lepo urejene in boste med sabo govorili, kako je težko v nepravični družbi, ker moški še vedno prevladujejo na najvišjih funkcijah. To je, če bi videli, v kakšnem forumu govorimo, bi mogoče drugače gledali na to. Jaz se veliko še vedno ukvarjam z vlogo žensk v vseh vrstah pogajanj, mirovnih postopkih in tako naprej. Tudi zato, ker sem edina predstavnica iz Slovenije v tej Mediteranski zvezi žensk mediatork, ki je organizirana v sklopu italijanske države. In tista organizacija je fokusirana prav v to, da se poveča število žensk, ki rešujejo mednarodne konflikte. Govorimo o vojnih, povojnih konfliktih, o rekonstrukciji miru, o ohranjanju miru in tako naprej, ker jih je mogoče 4% od vsega skupaj, drugače so moški.
Tako kot v vsaki drugi dejavnosti, ne, ni dobro, da je ali feminizirana ali maskulizirana. Ne. Vsi rečejo, kako narobe, ker so sodišča same ženske. Zakaj le to rečejo? Ne zato, ker so ženske, zato, ker imajo drugačen pristop. In isto je pri reševanju sporov. Na to temo je bilo že ogromno raziskav narejenih. Ženske imajo drugačen pristop k reševanju sporov, imajo drugačen način komunikacije. V sklopu tega postopka funkcionirajo drugače, ker čustvujejo drugače. Recimo, tipična razlika med moškim in ženskim govorom je, da moški bo vedno hotel nekaj dokazati, narediti piko, zaključiti zadevo. Ženske govorijo tudi zato, da si izmenjujejo izkušnje, da predebatirajo, da grejo lažje čez nekaj. Imajo različne definicije govorov, to so pač znanstvena dela na to napisana. In zato je, ko ti delaš ko rešuješ nek konflikt na ravni države, izjemno pomembno, da imaš različne pristope. In kot drugo, ženske predstavljajo polovico prebivalstva in morajo biti seveda vključene v kakršnakoli mirovna pogajanja, zato ker pomislijo na druge zadeve. Moški ne pomislijo na problem, ki ga bo imel otrok, ko bo šel v vrtec. Ženska pa pomisli na to. Ali pa ne pomislijo na nek poseben segment oskrbe za ženske, ki so pač v neki poporodnem stanju. Ženske pomislijo na to. Pač imamo različne probleme, različno funkcioniramo, različno se organiziramo in različne pristope k pogajanjem imamo. In zato je pač nedopustno, ne, da v nekih resnih situacijah, kjer pač le govora o resnih konfliktnih situacijah, imaš na mestu, kjer se sklepajo sporazumi, ki bojo zavezali državo za ne vem koliko časa naprej, izključno samo moški pogled. Mogoče bi imeli še 2 vprašanja na preteklost. Eno je ta afera z tistimi psi, ki ste jih omenili, ste rekli, da bi to začetek vašega konca. Očitalo se je vam, ne, da ste se vpletali v policijsko preiskavo takrat. Ne vem, mislim, da se mi je očitalo, da poznam. Največji problem je bil, da poznam. Vem, sem poznala, takrat ga ni bilo več. Doktor Varičeviča. To je bil moj naglavni greh. Vse ostalo je bilo nesmiselno. No, ne vem, jaz imam to v spominu, kao da se je očitalo vam tudi, da se je pritiskalo na policijo. Mislim, da je tožilka tudi ena, pozabila sem že kako. Ne, nekaj je bilo. Nič tazga ni bilo. Ne, tam dejansko ni bilo nič tazga, tam je pač, če se spomnite do tistega trenutka, sem jaz vodila na lestvicah priljubljenosti, kot politik, tudi zato, ker smo toliko veliko stvari naredili in kolegi so iskali na vse načine, so se trudili najti nekaj, kjer bi lahko našli nekaj, ne, da bi to omajali in je prišla ta grozna zgodba, ki je bila v resnici ena sama velika tragedija, zelo prav, da se je začelo pač ne toliko v tem, da bi jaz delala kaj narobe kot ministrica, ampak pač povezovati neke osebne zgodbe, delati, umazati človeka na način, ki nima veze z njegovo funkcijo. Ne. Niti, da nisem imela s tistim postopkom nič, niti s tistim, kaj se je dogajalo, nič, ampak ta zgodba, ki je bila tako grozna in ki se je pač zapakirala v eno tako čudno limonado, ne, je načela moje ime v javnosti. Ker se je pač povezovalo z nečim, ker je bilo kri in čudne stvari. Imate občutek, da se vas še zdaj povezuje s to zgodbo? Mislim, da ne. Tudi mi ni ljubo, da jo odpiram, ampak kaj ćemo zdaj pač govoriti. Sama ste jo načela, ker mi dve nismo imeli na seznamu vprašanj. Zdaj sem se spomnila, da se je takrat govorilo, tudi pozabila sem že jaz na to, da sta takrat izginila oba iz Slovenije. To se spomnim, ker ne bi bil ranjen v roko. Kaj se je govorilo? Tega To se je zgodilo 2 dni nazaj, čez 3 dni sem imela da plačano smučanje v tujini in sva pa šla na dopust. Nihče ne ki je bil planiran, ki so vsi vedeli, da greva na dopust. Pa smo spet pri tem krogu. Ne, ker tudi nikogar, so vsi vedeli, da ni nič na tem, ampak če hočeš, ne, temu se reče pač ubijanje po javnosti, ubijanje, character assassination, rečejo Američani temu, ne. Če hočeš to narediti, pač izpereš, ne, šla sta v tujino, vsi so vedeli, kam sva šla, kje sva bila, kako sva bila, konec koncev sem bila ministrica, so vsi mogli vedeti, kje sem, ne. Mislim, da bi bil tudi varnostnik z mano na tistem smučanju, ne. To je nobenega misterija, kje je, kdo je in kako je, ne. Ampak ti ješ, skinila sta. Ne. Imamo v naši politiki veliko teh, bom rekla, spin doktorjev, ki znajo te zadeve zelo veliko. Ne. Potem se začne pa govoriti, ne, pa unijo je videl tam, pa unijo je videl tam, pa una jakna je bila tle, pa tako naprej. Ampak
ta zadeva se, če že govorimo o njej, potem končala tako, da je v kazenskem postopku pristala tožilka, zaradi absolutne zlorabe tožilstva za pregon politika, kot sem bila jaz. In v eni od tistih mnen, ko so tista dva uboga policista, ki sta zaradi mene pač potem pristala v postopku, ker so pač nekaj mogli narediti, da so lahko o tem govorili, bila oproščena seveda vsega, ker ni bilo nič narobe. Je še celo sodišče napisalo, da take napačne uporabe, bom rekla, pa tako zelo namerne uporabe postopka pa še niso videli. Jaz bom še eno stvar, ki vam bo mogoče neljubo omenila, to pa je Mala Seva oziroma posestvo Božekijana. Tudi ta tema je povnila časopisne članke in medije. Vse skozi sta zanikala, da sta lastnika. Na koncu se je pa potem, se spomnim tudi, da je lokalno prebivalstvo govorilo, da so videvali z gospodom Senico, da sta hodila na gradbišče gledati, kako poteka gradnja, nekaj takega, če se prav spomnim. Ampak po tistem, ko se je skozi zanikalo, da bi karkoli imeli s to naložbo, je potem, mislim, leta 2018 odvetnik gospoda Senice Stojan Zdolšek pa to javno rekel, da je bil gospod Senica vedno lastnik Male Seve. Od začetka je bila to, kot se spomnim, ker to jaz nisem bila lastnik tega, je bila to projektna zadeva, potem jo, kot res vem, jo je prevzel Miro, ampak tam je bil problem to, da se je že spet, jaz ocenjujem, da zato, ker sem pač bila takrat v politiki, če ne bi bilo sploh nobenega škandala, kar se konstantno govori narobe in se govori namenoma narobe, je, da je bila to črna gradnja. Ta gradnja je imela gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje, bile so zelo čudne okoliščine v zadnji dnevi in tako naprej, ampak pustimo to, mene se to zanima, zakaj se ta gradnja je imela pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo veljavno že ne vem koliko časa, pač to sem, če se pogovarjamo o Božekijanu, je treba pač to povedati in inšpekcija, ki pač je lahko se fokusira na zadeve določene, ali se pa ne, odvisno od interesa, je pač na nekih škarpah ugotovila nekih 10 centimetrov odstopanja in se odločila, da zruši vse. To je nenormalno obravnavanje, tako se ne dela, tako je pač se zgodilo zgolj zato, ker sem pač jaz. Ne mi ujeti, jaz vas nisem spraševala, če je bilo gradbeno dovoljenje izdano, nepravilno, ne. Ne, ampak ker se je odprl temo in ker je bilo toliko laži o tem povedano, sem izkoristila priliko, da povem resnico. No, ampak zakaj se ni povedalo v bistvu, da je gospod Senica zraven? Ne vem, zakaj se ni povedalo. Miro dela ogromno projektov, kolikor vem, od začetka ni bil zraven, potem je zadevo prevzel. Ne vem, zakaj. Ampak če se je potem to povedalo, očitno ni bilo nič narobe s tem. No, ker nas vse Pa jaz nisem bila lastnik, tudi nisem hodila nadzorovati nobene gradnje. Tako da me niso mogli videti, da nadzorujem gradnjo, ker je nisem. Da ste hodila gledati, kako poteka gradnja. Sem rekla, da ste nadzorovala. Nisem hodila gledati, kako poteka gradnja. Ni res. Pa bomo šli še eni drugi temi, knjigi. Sami ste sicer že napisali nekaj o svojem videnju v politiki. Pričakujete, da bi mogoče, tako kot vaš kolega Borut Pahor, ki je ta teden izdal knjigo, še kaj napisala? Sem dobila vabilo, da prijem na predstavitev. In ne vem, ste šli? Mislim, da še ni bila. Je novinarska tiskovna. Predstavitve take, ja. Ne, pa sem neki poti z njim prehodila, tako da vem, kakšen ima pristop k delu, tako da ne rabim še knjige brati. Jaz sem takrat izdala skupek govorov, intervjujev in kolumn, ker sem jih delala za en časopis, tako da v resnici ni bila čisto prava knjiga, eno leto v politiki se je reklo. Zelo mi je žal, da nisem nekega dnevnika pisala v času politike, ker bi rada res zanimiva knjiga, ampak zdaj za nazaj, mislim, da bom pustila to za sabo. Kaj pa knjigo Boruta Pahorja boste prebrali? Se pravim, kar nekaj teh metod dela ali pa pristopa k delu sem izkušala pač na lastni koži, tako da mislim, da je bilo to dovolj. Kako pa gledate mogoče še za konec na to njegovo, na nek način pahorjansko držo, ki jo je izumil? A to, da smo povsod malo ravnoteženi? Pa da se vsi povezujemo. Ja, ena od stvari, ki sem jih tudi slišala, da se zdaj spet obuja, je ta želja po neki enotnosti. Jaz to ne razumem. Mi nismo ne v nekem vojnem stanju, ne rabimo neke vlade narodne enotnosti. Bistvo demokracije je, da se krešejo mnenja in
lepota naše ureditve je, da imamo večstrankarski sistem, da imamo različna področja, da potem, ko se naredi neka vlada, se mogoče pokrije neko področje, kjer so ljudje imeli interes, da se uredi. In to, da bi zdaj namenoma se mogli poenotiti v vseh vprašanjih, je iluzorno in je tudi po mojem kontraproduktivno. A si pa ti zdaj kot politik dovolj zrel, da veš, kjera teme so lahko na nož, pa so za izkazovanje razlik, katere teme pa ne, pri katerih temah je v resnici nevtralna vsebina in ti lahko pristopiš, jih porineš naprej, ker ti ni vseeno za družbo, to je pa druga stvar. Tega niso sposobni na našem političnem prostoru že dolgo časa, ker je vedno korist stranke pred koristjo države. In to je nekaj, kar se mi zdi, da še dolgo ne bomo presegli. Nažalost, se zame še kakšno vprašanje? Ne, mislim, da so to besede, s katerimi lahko končamo ta pogovor. Najlepša hvala za ta pogovor in da ste prišli. Dragi gledalci, drage poslušalke, mi pa se vidimo prihodnji teden. Hvala lepa vama za pogovor.